Francis Podvelke doživel, porka Madonna, še ti, Anže pa ima take fajne objave, zadnjice je sliko, tak brez majice, pa je onga Philipsa, oni mikser, ko sadje natvržeš, pa zmiksaš za 500 evrov, pa oni giveaway je imel, ne, a kak se reče. Kurba Marija, ko sem jaz to gledal, kaka batina je, še ti mikser, ali sem rekel, še ti pobje, pa ja fajn. Jaz sem zagral v mutiko, jaz sem šel delat, ker me je ta fotka motivirala, ali, ker on je pa fajn, on ima same reklame, pa tam je kupo, pa to je kupo, pa tu imam kodo, pa še to kodo. Zadnjič me je Sara kazala nek kodralnik za fucking 800 evrov ali 700. Kodralnik. Kao, uporabi kodo, boš živ 10% popust. To je še vedno drago, stari. Kurce gleda in kodralnik. Pizarija, če pomislim, ta Pride Month oziroma LGBT parade ponosa, to smo ni tako bedno, ne. Danes recimo sem se z enim zalizal, en mi ga je pofafal, enemu sem ga dal urit, fajn. Živijo barabe in dobrodošli v moji garderobi, kot bi rekla Kim Kardashian, walk-in closet. To je bolj walk-in closet iz Sarajeva, iz neke pijace, ampak mokre sanje vsake influencerke. Zakaj sem omenil influencerke? Pa dajmo končno govoriti o holesterolu današnje družbe in to so influenceri. Zdaj, kaj pomeni beseda influencer? Beseda influencer prihaja iz besede influence, kar pomeni vpliv. In če to nekako logično poveže skupaj, vplivnež oziroma pomeni vplivnež. Zdaj, ko slišimo vplivnež, nam po mislih skačajo razne slike raznih lepih, bogatih ljudi, ki šmrkajo kokain iz kranjskih klobas, lepe joške, velike riti, vse popolno, jahte, Dubaj, plažice. Danes je influencer že eno dekle, ki ve 2 sestavine svoje najljubše kremice, to poči na story in zraven pripiše Mirzeta 10 za 10% popust. Pustimo to za na konec. Dajmo povedati, kaj je to influencer, kdo je influencer in moja najljubša in najdražja in ne, to nisi bivša, ampak kdo ni in kdo nikoli ne bo influencer. Recimo, če se malo vrnem nazaj v moje otroštvo, takrat besede influencer nismo poznali, takrat smo poznali samo šibo in pas od fotra, takrat smo mi bolj uporabljali besede kot idol, vzornik. Edino kodo, ki smo jo mi kot otroci, najstniki rabili, je bila Heso Jam za GTA. To so bile edine kode, ki smo jih uporabljali za igranje igric. Recimo, moj velik vzornik je bil Ronaldinho, karkoli je na tekmi naredil, razne trike, sem jaz takoj zagrabil žogo, odšel na igrišče in te trike vadil do nemoglosti, dokler jih nisem osvojil. Recimo David Beckham, Cristiano Ronaldo sta tudi imela velik vpliv v mojem življenju, sploh bom rekel v tisti del nogometa, modni del. In če je Beckham se pobril, sem se jaz pobril, če se je dal v blond, sem se dal v blond, če je imel dres v hlačkah, sem v hlačkah nosil, če je imel številko 7, sem želel številko 7. Pizda, da jaz res nisem peder. Influencerji niso samo športniki, umetniki, to so lahko politiki. V korona krizi smo lepo videli, kakšen vpliv imajo politiki. Tako da tukaj edini fucking pravi, real motherfucker influencer je politik. Razni fiziki, razni znanstveniki, izumitelji, filozofi, poslovneži in seveda uspešni, pa tudi lepi ljudje. Ali je lepota dovolj za to, da si influencer? Kdo pa je influencer? Končno, da tudi v tem. Influencer je nekdo, ki je originalen, publika ti mora zaupati. Ti trdo delaš leta in leta, da ti publika zaupa. Da publika v tebi nekaj vidi, da ko ne vidijo izhoda, se zamotijo s tvojim kontentom in jih tvoj kontent motivira, da gredo naprej. Da vejo, da si dosti dal skozi, da so s tabo od začetka. Ti moraš publiki dati in ne vzeti. In ko se človek počuti slabo, in če ga tvoj kontent nasmeji, rečemo stand-up komik, ker je tiste 2 urci pozabil na svoje probleme, to je pravi influencer. Dosti večji kot ena živčna mami ali vesela, zmedena mami, sploh ne vem, kaj še obstaja, ki se trudi in ki na svojo publiko vpliva pozitivno. Talent ni nujno pogoj, da si ti lahko influencer. Seveda je to prednost. Hitreje boš karkoli osvojil kot nekdo. So influencerji tudi ljudje, ki so garači, ki so trdo delali, da so prišli do tega, kjer so danes. Zdaj pa kakšen vpliv je to? Dajmo recimo iti na glasbo. Ko si ti žalosten in poslušaš nek žalosten komad od Siddharte, ti ta komad nekako pomaga, da mogoče prebrodiš to krizo skozi svojo žalost. Ko si dobre volje, poslušaš pesem od Luka Basija, ker si pač dobre volje in te njegov komad spravi še v boljšo voljo. Ko poslušaš razne od nekega reperja, ki ima globoko besedilo in se ti v tem besedilu najdeš, je to. On je že influencer, ker je imel vpliv na te. Se pravi, ti si skozi to pesmijo doživel kupenih spominov iz otroštva, ta pesem ti je pomagala, da si zgural skozi krizo, ta pesem ti je pomagala, da si zgural skozi depresijo, da si pošlihtal odnos s fotrom ali mamo, da si s fantom ali s punco nazaj. In če ti od umetnika, glasbenika, športnika, znanstvenika dobiš nekaj, kar napolni tvojo dušo, in to je pravi influence. In nikoli tisti, ki ti prodaja kremice.
In če ta človek, ki mu ti slediš, te pripravi do tega, da se ti ob njegovem kontentu, ob njegovem delu počutiš veselo, zmotivirano, ko si slabe volje, te spravi v dobro voljo, ko ne veš, kaj bi z lifeom, ti njegovo delo pomaga, da se zmotiviraš, greš nazaj v službo, zguraš, stisneš zobe. Ko si slabe volje, poslušaš moj komad, da si še slabše volje. Ko si zelo srečen, si upališ komad od Modrijanov in si še bolj srečen. S punco, ko ti ga vleče v avtu, si upališ Joker out, da popestriš vzdušje. Ko recimo imaš neko podjetje in bi rad bil uspešen, poslušaš Ivo Boscarola, Aleksandra Čeferina in razne ljudi, ki navdihujejo in motivirajo. Pizdo materno, po smrti od mame sem poslušal samo tvojo glasbo in mi je pomagala. To, dragi moji, kar ježim se. To je pravi influence in to je pravi influencer. Ampak danes se besedo influencer izrablja in celo izkorišča. Danes so influencerji tisti, ki niso niti malo influencerji. Če si ti prišel iz resničnostnega šova in si v enem mesecu dobil velik boom, veliko prepoznavnost, veliko followerjev na Instagramu, to te še ni ustvarilo influencerja. Si predstavljaš, koliko ljudi, ki je bilo v resničnostnem šovu, kako je živelo pred resničnostnim šovom? Dajmo reči, fant, ki je bil v resničnostnem šovu, ampak kaj je on počel pred kmetijo? Njega ni povohal zadnji kurac. Zdaj, ko je pa na televiziji, top of the top, najbolj zanimiv, najbolj hud, ti si faca, ti si influencer. Človek, ki pride iz resničnostnega šova, pa res ni influencer. Influencer ni tisti, ki od 90% storijev in objav na socialnih omrežjih objavlja reklame. To je prodajalec. Te so mi najboljše. Angry mami, sad mami, živčna mami, vesela mami, ne vem, vse so mami. Živčna mami, to je top, to je top. Jaz, ko gledam njene reklame, jaz sem kar boljš. Marjan, moj mož je Marjan, moj mož je varu me je, mlatu me je, to je top. Marjan je prišel nazaj, pa še bolj me tepe, sem meni vseeno, jaz gledam tvoje reklame, jaz sem srečna. In jaz vsakič, ko me mož nalomka prasa, jaz sem žalostna, se zaprem in gledam tvoje reklame. Kurc te gleda, kupovala bom, se bom plačal. Pa to so infantje in punce, moški, ženske, da ne bojo rekli, evo ga, vauk, samo ženske, proklet seksist. Potem takem bi lahko influencer bila trgovka v Hofru, ker ima vpliv na te, da te je prepričala, da si kupil točno ta kilogram moke. Ampak ona ni influencerka, ampak ona je prodajalka. Tako da ljudje, ki masovno prodajajo, govorijo o kremicah, about you, pa to si daj prst urit, pa si namaži anus in boš boljše kakal. Če si to namažeš na bradavičke, bojo joške zrastle, to ni influencer, to je prodajalec. To je tista rak rana današnjega sistema, ker take ljudi mediji in publika, ki jim sledi in ostala drhal z televizije, poimenuje influencerji. Če se ti ob influencerju oziroma ob nekoga, ki ga spremljaš, ne počutiš, da ti je nekaj dal, ali njegova glasba, ali njegovo delo, ali njegovo ustvarjanje, ali njegovi športni dosežki, potem veš, da ni influencer. Ko ti pogledaš samo fotko ženske, ki ima dobro rit in velike joške, jaz mislim, da si tukaj ženska ni rekla, oh shit, ona pa mi je pomagala, da sem spet dobra z mamo. Njena rit, ole, kako ima umetne ustnice. To ima sigurno botoks, njen botoks je kriv, da sva zopet s fantom skupaj. Poglej, kako ima umetne joške. Njene joške so krive, da sem uredila odnose z mamo. Bit lep ni influencer. Govoriti samo o sebi in kje si ti bil, koliko si zapravil, kaj si vse kupil, kaj si vse privoščil, s kom boš vse sodeloval, ni influencer. Ampak tukaj oni niso krivi. Jaz z dostimi ljudmi iz resničnostnih šovov se poznam, ampak tukaj so pa krivi seveda sponzorji, ki take ljudi izkoristijo za promocijo svojih izdelkov, svoje znamke. Kar naenkrat ga vsi gledajo, ima ogromno followerjev, dosti ljudi ga spremlja in seveda oni prek njih promovirajo svoje izdelke. Medtem ko, ne vem, bom rekel, ena tattoo artistka, ki bolano dobro riše tatuje, se trudi, gara, ampak ima samo 1000 sledilcev, je noben kurac ne povoha. In če bi en sponzor njej kupil opremo za 5000 evrov, bi dosti več doprinesel k tej tattoo artistki, kot eni influencerki, ki vse, kar zna pokazati, je njena rit, kje troši pare in kako se slika na pol gola na plaži. In to je tisto, kar je danes narobe, da se izrablja besedo influencer. Ko pa boš ti ob nekom, ki ga spremljaš, doživel neko katarzo, notranje očiščenje, tudi če ima 500 followerjev, je večji influencer kot nekdo, ki jih ima 100 000. In zdaj, ko mene vpraša, če se jaz imam za influencerja, rečem ravno iz tega razloga ne, ker nočem biti del, bom rekel, te cirkuške predstave, posiljevanja z raznimi kodami, kot da sem pizda materna še v Bosni na pijaci, tako ne teži. Hočete kupiti, marsikatere pesmi so pomagale, marsikomu, da je šel skozi drek, marsikoga moji vidiji nasmejijo in imam vpliv na ljudi, ampak nočem biti del tega ravno zaradi tistih, ki so slaba luč za influencerje. Tako da dajte ločiti holesterol
in med pravim influencerjem in dajte slediti tistim, ki vam nekaj dajo. Ne pa tistim, ki samo od vas želijo denar in da vi trošite in s tem, kot vi trošite, bo on še bolj služil, ker je ta koda njegova bila uporabljena. In dokler boste vi njihove kode uporabljali, več denarja bodo imeli, naredili pa ne bodo nič. Slikati se s svojim otrokom ni influencer, izkoriščati svojega otroka za sponzorstvo tudi ni influencerstvo in biti na vsaki drugi fotki go in biti moderna vlačuga, pa tudi za fante govorim, ki vse, ker so lepi, to ni influencerstvo. Se pravi, tip, ki si svoja moda pokrije z božičkovo kapo, ni influencer, imejte se fajn. Čau!